pozdravljen, se vas spominjam skupščine, ja. To dopoldne, da je bilo zaprto, tam kjer imajo rampo, tako da mi je bilo onemogočeno. Ja, to se večkrat zgodi, veste. Ja, dobro, da imel čas, niste postal dobil nagrado, no, za državljane Evrope. Poveste svojimi besedami, da taj vse so vas pomenili. Glede, jaz tudi to občutim tako kot eno priznanje, tudi ne samo meni, ampak tudi sem drugim invalidnim osebam oziroma ljudem, ki je bila odzeta svoboda s posebnimi potrebami, ker nažalost še vedno v 21. stoletju moramo ljudje te vrste vedno nekaj dokazovati, skozi se že utrujemo od tega dokazovanja. Skozi nekaj dokazujemo, kar je bilo že zdavne dokazano, že pri Grkih v srednjem veku, do časa Luja Braja, skozi neka dokazovanja, ne, in zdaj pod takim dokazovanjem so tudi taka priznanja, ne. Upam, da za tiste generacije, ko bo od zamana, da bo laže, da se ne bo treba poniževati in spraševati predsodnike oddelkov na filozofski, če spremijo slepega, na gimnazijo, če spremijo slepega, v službo, če spremijo slepega in tako naprej, da se ne bo treba skrivati pred starši, če so imeli kakšne prijateljice, tako kot jaz, ne, ko so me punce skrivale pred starši in tako naprej, nekaj po svoji krivdi, njihovi nekaj po krivdi groznih staršev, tako naprej. Skratka, problemi niso tako rešeni, kot bi morali biti in zato si jaz pač borim, to je pač ena stopnička na tako priznanje, ne. Ampak svet je obupno ciničen, ne, do invalidnih osebnosti in seveda noče se postaviti v naš položaj, kaj se to življa, v svetovnem merilu, ne. Ja, vi ste tudi v Sloveniji zboril pomembno tožbo. Ja, ampak ni aplicirano, sem zboril, ampak še ni in se bo treba naprej boriti. Zdaj bo treba tudi se boriti za knjige, za dostop do knjig, ne. Potem za cel kup, recimo, tudi glede motorično prizadetih in tako naprej, ni dostopov, ne, razumete, na sodišče ne more priti nekdo z vozičkom, ne, to se dogaja tudi v Franciji, čeprav je evropska direktiva, ne, ampak ni to, ne, ni to, pač jaz upam, da take prilike za priznanje, da lahko se o tem pove, ne, ker če se pove svojo nesvobodo, smo že nekoliko več svobodni, ker smo svojo nesvobodo povedali. Ne, to je moje zlato pravilo. Pravi, meni je tudi žal, da sem tukaj na dvorišču, da nisem počela pri vašem mami. Upam, da jo bom naredila. Ne, lepo, jaz sem zelo ganil, da ste prišli, sem spremljal tudi to, ker je bil ta zakon diskriminacije, mene je informiral Boštjan Bernik, ki ima dober prijatelj in mislim, da je to pač skalija, po domače povedano, tako se ne dela, in smo še nekaj deloval v tej smeri, tako se pač ne dela, ne. In vi ste takrat, vas niti niso dosti poslušali, skupščine, vsem sem na tekočem in to je pač nacionalna sramota, ne, vam iskreno povem, ne. Ker za to spremljam, ne. Ja, hvala vam, vse dobro. Tukaj ja, vse, seveda simbolično, ja, v redu, hvala, vse dobro, ja.